Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Vrsto let je Idrija gostila zadnji reli sezone, letos pa žal razmere niso dopuščale izvedbe tega tekmovanja, tako da so prvaki znani po 3 odpeljanih relijih. In državni prvak v najšibkejši diviziji 1 in pa v kategoriji mladincev do 23 let je Nejc Mrak, katerega prav lepo pozdravljam v našem studiu. Lep pozdrav. Torej, osvojili ste naslov državnega prvaka v diviziji 1 in pa naslov mladinskega prvaka v kategoriji do 23 let. Verjetno ste zadovoljni z letošnjo sezono? Ja, seveda, da sem zadovoljen. Res, da je bila kratka, je bila pa zaradi tega še tukaj bolj napita. 3 dirke ste odpeljali, torej Velenje, Železnike in pa nastop v Poreču. Kako so potekali vaši nastopi? Lahko rečem, da je bilo kar napito. No, ni šlo lih vse po planih, je bilo skusa. Železniki pa Poreč se mu tehnično kvara, ker smo se imel malo sreče. V Železnikih sem na zadnjem HP-ju mi je šel menjalnik, sem se prolikal nekako do cilja še. Poreču se mi je tu zgodil že na polovici relija, tako da smo v boksih v neverjetnih 23 minutah smo zamenjali menjalnik in nadaljevali. V Velenju sem pa njemu en manjši izlet iz ceste, pa kasneje pol še prebita pneumatika, tako da sem tam zgubil nekaj sekund, pa sem pol končal na 4. mestu. Vse skupaj pa je na koncu zadostovalo za osvojitev naslova prvaka, čeprav razlika pred drugouvrščenim Francijem Božičem in pa tretjeuvrščenim Juretom Erebom je bila zelo majhna. Ja, razlike so bile na koncu res majhne. Pričakovali smo, da bo še reli Idrija, da bo tu odločni reli, kdo bo prvak, kdo ne. Ampak žal okoliščine niso tega dopuščale in se je tu odločil po 3 relijih. Vam je kaj žal, da ne bo nastopa pred domačim občinstvom? Ja, seveda, da je lepo je pela domača dirka, domače občinstvo, publika, čeprav zdaj v teh razmerah ne bi mogli biti občinstva, tudi reli ne bi bil tu. Drugače pa, če malce špekulirava, kdo bi bil prvak na koncu, če bi bila dirka vseeno izvedena? Tu je težko reči, ampak ne vem, ne moram reči. Lahko pa potrdite, da bi zagotovo spremljali zelo zanimiv in napet boj. Tako ja, tu pa lahko rečem, da si ne bi pustil. Sicer pa dostikrat slišimo, da je veliko odvisno tudi od vloge sovoznika na reliju in pri vas sta se letos izmenjevala 2 sovoznika, tudi v preteklosti ste imeli drugega, pa me zanima, ali bi bila kakšna prednost, če bi imeli stalnega istega sovoznika? Sovoznik ima veliko vpliv, pri reliju je treba poslušati, da ti daje tempo, te spremlja skozi dirka, da vidiš kakšni so zavoji. Ja, seveda je prednost, če imaš enega stalnega sovoznika, si navajen na enega, ampak v mojem primeru ni bilo te možnosti, tako da sem mogel malo kombinirati. Sta se pa oba dva sovoznika izkazala? Tu pa ja, sta bilo odlično. Sicer pa, ko se pogovarjamo o reliju, ne gre samo za nastop na sami dirki, ampak tudi pripravo na tekmovanje, pa potem po tekmovanju odpravo napak, popravilo vozila. Tako da, kakšna je vaša ekipa, ki vam pomaga pri vsem tem? Ja, ekipa je tudi velikega pomena, ker brez njih ni mogoče dirkati. Tako da se lahko zdaj z njim zahvalim še enkrat, da mi pomagajo, stojijo ob strani teden pred dirka, po dirk. Nikoli ni težko priti k meni pa pomagati pripravljati avtomobil. Pa tudi pozno v noč kdaj, ker tisti teden pred dirka je zmeraj napito. Tudi če se že prej vse pripravljaš, ampak zmeraj je treba pripraviti kombi, veliko logistike je. Sicer pa nastopate s Suzukijem Swiftom, gre za enega najstarejših avtomobilov v diviziji 1 in najbrž tudi zaradi tega potrebno nekaj več dela na samem avtomobilu. Ja, tu verjetno, da je res najstarejši v diviziji, ampak vse avto je treba vzdrževati, mora biti novi deli, če ne zdrži. Še tako je vse novo pripravljeno, bi rekel 100% ali pa še malo več, pride do okvar, ki jih pa ne moreš predvideti. Ampak tako je, verjetno bi bilo bolj šmit, še novejši avto, ampak z mojimi financi zaenkrat si lahko tu porušim. Če bo pa kakšen sponzor, kdaj kakšen nov, koliko je več dal, bomo tudi kaj novega lahko kupili. Kakšna bi bila vaša želja?
je skrivnost? Nimam, želja je probati, kakšen mogoče, kakšen novejši avto, ampak bom videl sproti, težko je reči. Nimam nekih planov. Sicer pa prihajate iz prave reli družine. Vaš oče nastopa že vrsto let, med najstarejšimi udeleženci relije v Sloveniji še vedno. Vaš brat je bil odličen dirkač, potem ne nazadnje tudi sestrična se je pomerila v vlogi sovoznice, tako da vaša pot je dejansko bila kar začrtana v svet avtošporta. Ja, smo živeli s tem, že oče je prej dirkal, smo hodili po dirkah, pol brat sem hodil skozi njemu, tako da ja, sem mogel še sam probati, če bi mogoče tudi meni ratal, pa zaenkrat gre kar v redu. No. Kaj je tisto, kar vas najbolj pritegne pri dirkanju? Je to hitrost na ravnini, je to hitrost skozi zavoje? Dirkanje me sujčar, tu težko je povedati, tu moraš probati. Je tiste dnevi pred dirka, ko prideš na dirka, ko štartaš sami brzinci, no in ne moreš tega opisati, tu moraš probati. Se vidite sebe tudi v vlogi gledalca? Ja, seveda, ampak verjetno, ko greš gledati, je pol, ja, bi šel tudi peleta, ne, ko gledaš, kak uni dirka je. Ja, seveda grem tudi pa gledati, kakšna dirka. Ampak bolj použivate za volanom? Ja, to pa absolutno. Sicer pa omenili ste letos, ste imeli 3 relije za državno prvenstvo, pretekla leta jih je bilo več, pa me zanima, kater reli bi sami izpostavili kot tistega, ki vam najbolj ustreza? Mogoče mi je Poreč mi je bil lep relij, sem ga prvič peljal, ampak se mi je dopadel. Te hitri ovinki je tudi za moj avto, sem bolj pisani na kožo, te hitri ovinki kot kakšne kluke. Tako da Poreč mi je bil lep, tak popiskan relij, blatu, taka zvita cesta, lukne, tu mi je všeč, da ni tista hladka cesta, da ni horska, no. In zanimivo, prvič ste nas opozorili prav ob nastopu na makadamskem reliju, na Santa Domenica rally showu, kjer ste ob vašem debitantskem nastopu dosegali že odlične čase. Ja, tu sem zdaj že lani sem 3 leta zapored peljal. Lih zdaj v tem cajtu bi bilo 4., ampak že okoliščine ne dopuščajo tega. Tako da ja, 3 leta zapored sem zmahal dol na makadamu, ampak meni je makadam nekaj posebnega. Tu je čisto drugo dirkanje. Užitki dirkati na asfaltu, ampak še večji užitki pa na makadamu, ker je dresejne, ni briku. Je kontrolirano, ampak drugač, kako bi rekel? Težko povedati. Ja, težko je povedati. Kakšne so kaj želje za naprej in pa cilji vezani na vaše dirkanje? Ja, to je težko reči, glede na to, da 3/4 je iz mojega proračuna, ni nekih velikih sponzorjev, nimam. Tako da zaenkrat bom ostal na Suzukitu. Če bo pa možnost kdaj kaj drugega probati, pa ja, seveda je želja, da bi kakšno mogoče, kakšen Herdoj ali pa kaj. To je divizija više. Bomo videli, no, sproti. Nec Mrak, jaz vam želim, da bi se vam vaše želje uresničile in pa da bi še dolgo z vašo atraktivno vožnjo navduševali gledalce ob stezah. Ja, najlepša hvala. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in pa vabljeni k ogledu ostalih prispevkov Studia Idrijskih novic.